Lepo pozdravljeni v prvi planinski oddaji na našem YouTube kanalu. Vzrok za to, da smo jo pripravili, je festival Brati gore. Leto že 8. zapovrstjo in tudi pri nas pripravljamo kar nekaj prireditev. Moj sogovornik današnji, dr. Peter Mikša, prihaja iz naših koncev, čeprav ne živi več v Rogaški Slatini, ampak zelo veliko sled je pustil v naših krajih in še vedno pušča, predvsem pa se ukvarja z proučevanjem planinstva, alpinizma v Sloveniji. Na to temo je tudi doktoriral, kako smo Slovenci oblikovali svojo identiteto skozi planinstvo. Dobrodošel prvič na našem YouTube kanalu. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za vprašanje in tudi na nek način za uvod. Torej, sam se že res precej časa ukvarjam s to tematiko ob seveda drugih službenih. Delal sem doktorat iz na nek način alpinizma, kar je bilo zelo fajn, ker sem podoživljal mladostniška leta v gorah in tako naprej. Kasneje sem to vedenje oziroma zanimanje razširil še širše. Torej, že v tem času pisanja doktorata sem napisal knjigo Slovensko planinstvo za Planinsko zvezo Slovenije in kasneje v bistvu še to zadevo oziroma na splošno planinstvo bolj podrobno obdeloval. In moram reči, da je to tema, ki ne samo, da je meni ljuba, ampak je nam, Slovencem, zelo ljuba in sem imel veliko dela in imam veliko dela in v bistvu ni stvar končana. Veliko se nas zanima za to, ker pač očitno je, da so Slovenci zelo navezani na gore, da so gore v bistvu zelo močna neka komponenta v slovenski narodni zgodbi, narodni zavesti in tako naprej. Lahko rečemo skoraj, da je že neka povezava Slovenci gore, pa ne, da je že skoraj, ampak da je povezava, ne? Ker v bistvu, če gremo zdaj tako uradno gledati, ne, na Slovenijo, kako se v bistvu Slovenija kot država predstavlja do svojih državljanov in navzven, ne, lahko ugotovimo, da imamo goro v 2 od 3 državnih simbolov. Torej imamo jo v grbu, preko grba v zastavi, v bistvu Triglav, ne, torej naša najvišja gora Slovenije, se tako pojavi v 2 od 3. Ne, samo v Zdravljici, ne, torej v himni, ni gore, čeprav pa je spet tukaj ena zgodba v zadnji, torej Prešeren tudi omenja sivega očaka Triglav v Krstu pri Savici, na primer. Torej, ne, gore so vse splošno tako zelo pomembno vpete v slovensko bit. In zdaj, če malo še pogledamo naprej, lahko ugotovimo, ne, da je zelo znan slovenski pregovor, ne, da nisi pravi Slovenec, če nisi še bil na vrhu Triglava. In Triglav je res tista srčika cele te planinsko gorniške zgodbe, ker v bistvu si res veliko ljudi želi povzpeti na gore, ampak ne samo na Triglav, ne, podatki Planinske zveze kažejo, da imamo skoraj 2 milijona obiskovalcev na leto v gorskem okolju, imamo ogromno planinskih koč, imamo ogromno poti, okrog 10 tisoč markiranih planinskih poti, ne, in zdaj tukaj se torej postavlja to vprašanje, zdaj, zakaj pa so Slovenci, zakaj smo Slovenci tako zelo navezani na gore, torej da imamo goro v grbu, v zastavi, pa ne samo tako, če že skočimo tako v eno preteklost, ne, seveda vse izvira iz neka preteklosti, pa malo si jo bomo pogledali, ampak če pogledamo prvo slovensko znamko, ki jo je proizvedel ali pa dal delati moj v bistvu sorojak, Slatinčan Janko Debelak. Janko Debelak, oče alpinistke Mire Marko Debelak, ki je bil rojen na Rodnah nad Rogaško Slatino in je bil prvi direktor pošte v Sloveniji, je dal izdelati tega verigarja, znanega slovenskega. Prvo v bistvu znamko države Slovencev, Hrvatov in Srbov, kasneje kraljevine SHS. Verigar, torej suženj, ki trga okove, ne, iz 1919. leta. Malo kdo je pozoren, ampak na tej fotografiji je spodaj upodobljen Triglav. In če gremo potem širše, prva upodobitev gore oziroma prva upodobitev grba Slovencev, ko Jože Plečnik, naš seveda največji arhitekt, umetnik, mojster, si omisli sredi 30 let, kako bi izgledal grb Slovencev, ne, torej na nek način Slovencev kot naroda, v sklopu takrat večnacionalne države Jugoslavije, v podobi grb Slovencev s Triglavom.
ne, naprimer. In potem seveda 45. leta uradno, zaradi tega, ker je Osvobodilna fronta oziroma Narodno-osvobodilni boj prevzel Triglav kot svoj znak in seveda po vojni pride ta politika na oblast in dobimo Triglav v prvem grbu, sicer republiškem in seveda potem leta 91 v državnem grbu. In zdaj tukaj se torej postavlja vprašanje, zakaj smo Slovenci tako zelo navezani na gore. Stvar pa je dokaj preprosta, torej za zgodovinarja, ko dela neko analizo, pa gleda vse, kar se danes dogaja, to je zgodovinarjem je jasno in znano, da vse, kar se danes dogaja, je vedno odsev nečesa, kar se je zgodilo prej. To je, kot bi vrgli kamen v jezero in potem te valovi grejo in šele butnejo na obalo čez nekaj časa. Tako je v zgodovini vedno tako, da v bistvu to, kar imamo danes, da Slovenci gojimo množično planinstvo, da se gremo množično planinstvo, da smo izjemni alpinisti, je vezano na pretekle dogodke in v bistvu tudi pomembne osebe, ki so na nek način nekaj naredili, da je danes tako. Ključna stvar ali pa glavna stvar seveda, da se mi lahko gremo v planinstvo, je to, da imamo na Slovenskem gore. Torej imamo Alpe, Julijske, Kamniško-Savinjske Karavanke, imamo nižje gorstvo, torej osnovo imamo, da pa smo tako množično začeli razvijati gorski turizem, planinstvo, alpinizem in tako naprej, pa je, v bistvu lahko rečemo, vzrok slovenski narodni preporod v 19. stoletju, torej sredi 19. stoletja, ko Slovenci iščemo neko svojo identiteto napram Nemcem, torej naše dežele tedanje so bile pod primežom Nemcev, predvsem Spodnja Štajerska, pa tudi Kranjska, da ne govorimo Koroške, ker so Nemci, torej na nek način tujci na Slovenskem dominirali. Bili so glavni v politiki, v gospodarstvu, predvsem kar se financ tiče, pač so bili tako močni, da so lahko krojili vsak dan Slovencev. In v tistem preporodu se začne Slovenec zavedati, da v bistvu živi na svojem, pa začne se kulturni boj z tabori, s čitalnici in v sklopu tega kulturnega boja se začne tudi kulturno-športni boj, ki ga najprej prinesejo Sokoli, ustanovi se Južni Sokol in kmalu potem tudi Slovensko planinsko društvo, par posameznikov na začetku, ki se na nek način odloči oziroma si reče, tukaj smo Slovenci doma, zakaj bi Nemci v bistvu si slovenski prostor jemali kot svoj. Takrat so Nemci postavljali koče, Nemci bili tisti, ki so dominirali. Tako je. Nemci so si v bistvu vzeli današnji slovenski prostor in tudi tedajni slovenski etnični prostor za svojega. In glavna težava je bila, da so težava za te planince, da so v bistvu posegali tudi po gorskem spetem svetu. Torej, če si predstavljamo, ustanovijo svojo planinsko društvo že leta 1874 in s tem svojim društvem začno markirati poti po slovenskem gorskem svetu, pa potem graditi svoje koče, nemške koče, in v bistvu ves ta alpski svet je na nek način markiran, ker gre tukaj seveda za markiranje prostora, tako kot pač se vedno to dela, postaviš neke svoje stavbe z nemškimi napisi, vsakdo, ki pride potem tja, reče, aha, to pa nemški prostor. In tako je tudi bilo v slovenskem gorskem svetu do nastanka Slovenskega planinskega društva in predvsem Jakoba Aljaža. Jakob Aljaž je v bistvu ključna figura, ne samo, lahko rečem, slovenski planinski zgodovini, ampak ena taka dokaj spregledana figura tudi slovenski zgodovini. Morda, ali pa lahko rečemo, kar jasno vidno, premalo vidna oseba. Jakob Aljaž je bil župnik na Dovjem, torej nasproti Triglava, Mojstra na Dovje, vsaki dan je gledal očaka, bil je narodno zaveden, ni imel rad Nemcev, ki so tedaj dominirali tudi torej po Gorenjskem in tako naprej. In odločil se je, danes, oziroma ko nekdo naredi neko prvo potezo, vsakdo reče, vse to pa sploh ni težko, kak se nisem jaz tega prej spomnil. Ampak prav to, da se nihče ni prej tega spomnil, je tista ključna
zadeva? Jakob Aljaž se odloči, da bo kupil vrh Triglava. Torej, nemški prostor, če si predstavljamo nemške planinske koče, do katerih vodijo nemške poti, torej z nemškimi markaciji, po katerih vodijo nemški gorski vodniki in tako naprej. Jakob Aljaž se v srčiki tega nemštva, ne, če si predstavljamo, odloči, da kupi Triglav, naš Triglav, ne, slovenski vrh, za vsega 1 goldinar. Zdaj, če pogledamo, koliko je bilo to v tistem času, to je bilo, danes bi bilo to vredno 20 evrov. Torej, za 20 evrov kupi špico Triglava in se odloči, da tam postavi Aljažev stolp. Ne vsi poznamo danes Aljažev stolp. Triglav brez Aljaževega stolpa ni isto in Aljažev stolp brez Triglava seveda ni isti. In ko kupi ta vrh, postavi zavetišče, torej stolp, na katerega napiše Aljažev stolp, kar je prva slovenska beseda v celem nemškem tistem prostoru. In to je ključen trenutek, ko na nek način taki boj za gore, kot bi lahko poimenovali, torej med Slovenci in Nemci, začne iti na slovensko stran. In zdaj, če si pogledamo, ne, torej tako vizualiziramo tisti prostor, nemške planinske koče po gorah, Slovenci pa postavljajo svoje koče. Marsikdaj tudi tako blizu nemške, čisto po nepotrebi, ne, ampak z namenom, ne, jasnim markiranja prostora. In Nemci se jezijo potem in pravijo, Slovenci gradijo svoje planinske koče, to so čiste truchhütte, ne. Zdaj Štajerci vemo, da trucanje pomeni, da nekoga malo dražiš in tako naprej, ne. Za svoje koče pravijo pa, da so Schutzhütte, ne, torej zavetišča, ne, in kar je v bistvu na nek način bilo res, ne. In zdaj vrhunec ta boj za gore, gradnja poti, seveda Slovenci do svoje koče potegnejo svojo planinsko pot, ne, nedaleč stran pa je nemška koča, do katere vodi nemška koča, ne. In ta boj za gore se v tem trenutku potem z Aljažem prevesi na slovensko stran. Ampak ne samo zaradi postavitve stolpa, še bolj pomembna stvar, ali pa mogoče v tej zgodbi enako pomembna kot sama postavitev Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, je gradnja Kredarice. Ne. Torej, vsi vemo, ne, Kredarica oziroma Triglavska koča tedaj, Triglavski dom danes na Kredarici, je najvišja stavba, če izvzamemo Aljažev stolp. Torej, govorimo res o stavbi, ki jo Aljaž postavi leto potem, torej če Aljažev stolp postavi 1895, naslednje leto že stoji Kredarica. In razlog, da jo je šel postaviti, je bila v tem, da ko je šel s svojimi delavci postavljati Aljažev stolp, je bila pod Triglavom zgolj nemška koča. In ko je prišel torek, je bil meglen dan, je oskrbnik, ne, Slovenci, sicer je rekel, gospod župnik, sreča, da ste danes prišli, ker je slabo vreme, ker če je bilo lepo vreme za vas, ne bi imeli prostora, ker bi imeli Nemci prednost, ne, in Aljaža, kot je bil tako karakterno močan gospod, je rekel, ne, to pa si bom jaz zapomnil, ne, in mesec dni potem je že imel kupljeno zemljo na Kredarici, ki pa je pomembno, ne, izbral je pozicijo, ki je bila višja od vseh nemških koč. Ne. Torej, gre za eno prestižno, tako pomembno dejanje z razlogom. Ne. In Kredarica je od tedaj v bistvu tudi najvišja stavba na Slovenskem. Ne. In ta zgodba, ne, torej, ta zgodba boja med Slovenci in Nemci, ki se potem manifestira v gradnji koč, Aljaževem stolpu na vrhu Triglava je vrhunec tega prvega dela oziroma boja za gore. In nekaj časa so potem celo dvojne štampilke imeli, ne? Nemci svoje, Slovenci svoje, nekako ni šlo to tako enostavno sobivanje. Sobivanja ni bilo, ne? Torej, ključno je tukaj vedeti, da med planinci je bilo takšno močno nasprotovanje, da so eni in drugi v bistvu zelo poskušali otežiti delovanje eni podružnici, slovenski pa nemški podružnici in tako naprej. Poznamo zgodbe kasneje učiteljev, slovenskih učiteljev, torej izobražencev, šolanih fantov, ki so bili študentje in so šli po noči
uničevati nemške koče. Znana je zgodba iz Korošice in tako naprej, ko sta dva dijaka iz Solčavskega čez noč pobegnila, torej se zvečer smukala pred hišo žandarja, ki sta vedela, da bo pozoren na to, kdo bi lahko bil, da jih je opazil, po noči švignila do Korošice, koče na Korošici, jo demolirala, jo poškodovala in zjutraj bila pri maši. In bila glasna pol pri maši, zato da jih je on opazil, ne, in pol, ko so ugotavljali, kdo bi pa to lahko bil, ona dva pač nista prišla kot možna potencialna vandala, ker pač je rekel, ona dva sta bila tam in tako. In tega je bilo ogromno. In tudi pisne knjige, štampilke so bile ločene na vrhovih tudi. Ne. Torej, če si predstavljamo Triglav, pa Škrlatico, pa Grintavec in tako naprej, so marsikje bile tako slovenske pisne knjige kot nemške pisne knjige. Ne. In torej, v tistem času na nek način slaba stran tega boja je danes dobra stran, ker imamo veliko arhivskega materijala in pomembno, po koncu Prve svetovne vojne, ko se v bistvu ta boj med Slovenci in Nemci konča, ker pač Nemcev ni več, ker nastane nova država, ni več Habsburške monarhije oziroma Avstro-Ogrske, nastane Jugoslavija oziroma seveda tedaj kraljevina Srbo-Hrvatov in Slovencev, ostane pa mreža poti, ki ponuja odlično gojenje gorskega turizma. Kdaj se je pravzaprav začelo to bolj množično zahajanje Slovencev v gore? Ker najprej so hodili tisti, ki so imeli seveda dovolj denarja, to se pravi Nemci, potem se je začel ta malo narodnostni boj. A je to pomenilo tisti prelom? Ker prej so hodili lovci, tisti pastirji, nekako niso ljudje naši hodili organizirano in kot turisti v narekovajih. Verjetno je bilo to v tem času. Vedno je več razlogov za to, da nekaj lahko usklije. Ne? Torej, pogoji morajo biti dobri. Zdaj, če se pač vrnemo v nekih dobrih 200 let nazaj, ali pa skoraj 250 let, ko je bil prvič pristopljen Triglav, 1778. leta, tedaj so v gore zahajali res redki gorski raziskovalci, torej raziskovalci flore, faune, geologi, mineralogi in tako naprej, ki so najemali domačine, da so jih vodili. Ne? Najbolj množično je bil obiskovan že tedaj Triglav, ampak govorimo o enem ali dveh pristopih na leto. Ne. Zadeva se potem, seveda, zato, če si hotel iti v hribe, je bil potreben čas najprej, pa seveda finance. Ne. In v tistem času, seveda, kdo je imel prosti čas? Plemstvo, pa mogoče duhovniki in tako naprej, ki so si lahko to omogočili. Potem z koncem ali pa drugo polovico 19. stoletja prihaja do industrializacije, torej ljudje delajo, ampak dobijo prosti čas, vikend ali nedelja je prosta, začne se zavedati, da glede na težke delovne pogoje v rudnikih in podobno je zelo dobro, da se vsaj en dan gre na svež zrak. Na nek način množični bolj šport, čeprav ne moremo v množici še govoriti. Ključen ali pa eden pomembnejših razlogov je seveda železnica, ne, ki pripelje na Gorenjsko, pa do Kamnika in tako naprej, na splošno južna železnica s svojimi kraki, pa tudi to, da postaja izobraževanje bolj dostopno in mladi študenti predvsem postajajo protagonisti nekega novega športa, tudi alpinizma ali pa turistike in tako naprej. Torej, več je razlogov, da pa pride do množičnega obiskovanja, je pa potem tudi ta zgodba z Aljaževim stolpom, ko pride v bistvu do teh zapisov o uspehih Aljaža in drugih posameznikov glede boja do Nemcev. Slovenci vzamejo do tega stališče, da pa planinstvo predstavlja neko slovensko možnost identifikacije, ne? In seveda, če si predstavljamo Ljubljana, ki je center, tedaj išče neke kode, ne, slovenstva, torej kaj predstavlja slovenstvo, ne, razmišljajo že, ne vem, Gaspari in drugi slikarji upodabljajo gore kot pač enega od komponent slovenstva. Oton Župančič v pesmih piše in tako naprej. In to preplavi potem slovenski prostor in gore postanejo tisti prostor, ki je naš. No? Ki je naš. Zdaj, če tako rečem, ne, to ni teza ali pa hipoteza, ampak zanimivo razmišljanje v smeri, ne, da
smo Slovenci na nek način vedno bili tisti, ki so nam nekaj jemali, ne? Ali je to ozemlje, ne? Nikjer nismo načeloma, redko kdaj se je zgodilo, da bi dobili kaj nazaj, ne? In gore na nek način so prostor, ki so si jih naši priborili nazaj, ne? Odzeli so Nemcem moč nad tem gorskim svetom in v bistvu si jih spet priborili nazaj. In to je bilo tako dobro sprejeto, da je to eden izmed teh glavnih spodbud Slovencev v navezavi na gore. Kako pa zdaj? Obiskovanje gora sedaj, tisti, ki hodijo sedaj v gore, je še vedno ta zavest ali je zgolj nek šport? Kako recimo? Ja, mislim, kot prvo Planinska zveza zelo dobro razvija planinstvo oziroma ga je že nazaj v desetletjih, ne, seveda z nekim pionir, planinec, Ciciban, planinec in takoj. Imeli so dobre kadre, izobraževali so dobre kadre, ki so potem spodbujali mlade, ki so na to množično obiskovali. Moramo vedeti, da današnja percepcija in množičnost je vezana spet, ne, tako kot sem rekel, boj na gore z Nemci, pa potem so prišli še Italijani, med obdobjem med Prvo in Drugo svetovno vojno, ne, Rapalska meja in tako naprej. Pa Druga svetovna vojna, ko so gore spet bile presekane z okupacijsko mejo in smo se, torej lahko rečemo, da so bile 3 faze nekih boja za gore, ne, z nekimi tujci, Nemci, Italijani in tako naprej. Po Drugi svetovni vojni pa v bistvu Slovenci pademo v novo večnacionalno jugoslovansko državo, kjer iščemo, seveda, ne, Slovenci vedno radi iščemo neko stvar, kjer je naše, kjer smo mi, to je naše in tako naprej. In tudi, seveda, po Drugi svetovni vojni je bilo tako, ne, iskali smo nekaj, kjer smo kjer smo samo mi, ne, morje nismo imeli, Panonske nižine spet ne toliko kot Vojvodina, ne, pa smo, imamo pa Alpe, ne, in smo na tem v bistvu potem gradili identiteto, prav gorsko identiteto, ki se lahko opazi v glasbi in še marsikje drugje, no, ampak če se vrnem samo nazaj še, množičnost je takoj po Drugi svetovni vojni bila zelo priporočljiva ali pa zdrav druh v zdravem telesu v smislu fizkulture je bil nezaželjen, ampak nujen, ker je Jugoslavija v bistvu do leta 1953 bila skozi na nek način v vojnem stanju. Informbiro 48, Tržaško vprašanje 53 in če hočeš ti imeti narod pripravljen na boj, rabiš jih športni narod, torej fizkulturo in država je podpirala množično planinstvo. Torej planinstvo je bilo zelo spodbujeno in zdaj, če damo torej ta faktor spodbujanja množičnosti na nek način podlago infrastrukture množične, ne, torej ogromno koč, poti, ki jih že imamo zaradi tega boja za gore prej, lahko vidimo, da v bistvu smo v tej jugoslovanski državi tisti, ki smo prvi za to, da razvijamo planinstvo in naši, ne, funkcionarji, država, republika v bistvu to vzame in planinstvo z nekimi alpskimi športi, smučanjem, ne, vemo vsi, kakšna euforija je bila v 70-ih in 80-ih glede Bojan Križaj, Rok Petrovič, Mateja Svet, pa skakalci in tako naprej. To vse izvira v bistvu iz tega iskanja neke svoje biti, ne, slovenske v jugoslovanski zadevi, ki pa potem utrdi to idejo gore, Slovenci, alpski svet, alpska identiteta, to vse smo mi in danes smo mi na tem valu, ne, jezdimo še na tem valu euforije, prav iz 80-ih let in takoj v bistvu preloma osamosvojitve, ne, Triglav, ne, če se mogoče spomnimo tisti, ki so to doživeli, ki pač niso rojeni po letu 91, ko smo gledali proslavo na Trgu Republike za osamosvojitev, ne, torej ko predsednik Milan Kučan slavnostno pove, ne, da danes je čas za, danes so dovoljene sanje, jutri pa je nov dan, ne, in vidimo tisto zastavo, ki se dviga, ne, lahko se spomnimo, da v bistvu ob teh kadrih Trga Republike in vzhičenosti množice so se predvajali tudi kadri Triglava z zastavo, z baklami in tako naprej. Torej imamo Trg Republike, pa imamo Triglav, ne, torej že 91. In potem na podlagi tega, danes je seveda morda malo vse skupaj že, pa tudi ne moramo reči množično športno to, ker
Ljudje hodijo v hribe zaradi različnih razlogov. Vsak bo verjetno našel svoj razlog, zakaj obiskuje gore. Eni zato, da pač delajo sepke, oziroma selfije za Instagram, pa lovijo všečke. Drugi pa zato, da najdejo svoj mir. Torej vsak najde v gorah res v bistvu tisto. In kljub temu, da imamo ogromno koč danes, in da res govorimo o množičnosti, je toliko še kotičkov, kjer pač ima vsak lahko svoj mir. Ali pa družbo, če hoče. In to je ravno tisto pravo, kar iščemo in kar lahko vsakdo najde, in zato povabimo vse, da grejo v gore. Tako, gore so najboljše mesto za iskanje in za to, da najdeš samega sebe.